Civikom smo lepo oktobrsko soboto malce prečesali Koroško, tako njen avstrijski del kot tisti, ki je v Sloveniji. Nekaj ur smo se potepali v krajih, kjer živijo koroški Slovenci in slovenski Korošci. Slednji se večkrat šalijo, da je Ljubljana tista, ki nima avtoceste do njih, sami jo imajo v kraju Grebin, kakih 30 km od meje, tam se navežejo na avtocesto Celovec-Dunaj in potem kamorkoli po Evropi. 1200 let star kraj Grebin je najbolj znan po gradu, ki brani prehod med Celovško kotlino in Labotsko dolino. Nedaleč stran je še ena vasica imenovana Ruda ali Ruden, kjer je prav tako lep in ohranjen grad vreden ogleda. Od tu vodi proti jugu čez reko Dravo naprej pot proti Podjuni, Pliberku, Peci in Sloveniji. Zapeljali smo se čez most, zgrajen leta 2005, ki je dolg 455 metrov in visok 96 metrov. Nosi ime po kontroverznem svobodnjaškem politiku Jorgu Hajderju, ki je ta most odprl leta 2005, po usodni prometni nesreči pa je most januarja 2009 posvetil njegov naslednik Dorfler. Pod mostom je stari cestni most, ki ga je že leta 1895 zgradil inženir Jože Klemenčič. Čez 10 km pridemo do najbolj znanega kraja v vzhodni Podjuni, Pliberka. Kraj, prvič omenjen leta 1006, je eden najmočnejših stebrov slovensko govorečih Korošcev na avstrijski strani. Njihov delež je kar 30%, bil pa je že 60%, takoj po popisu po drugi svetovni vojni. Tako kot večina krajev tu ima tudi Pliberk svoj grad, ki se pne nad glavnim trgom, za Hrvate pa je nekaj kilometrov izven centra cilj vsakoletnega romanja ob obletnici Blajburške tragedije 15. maja 1945. Iz Pliberka lahko zavijete proti Šmihelu in Železni Kapli, kjer čez prelaz Jezersko pridete v Kranj, naravnost proti Peci in Mežici ali levo proti Prevaljam, Ravnam in Dravogradu. Na slovenski strani po potovanja v križišču glavne ceste Dravograd-Črna naletimo na spomenik, posvečen zadnjim bojem drugi svetovni vojni na slovenskih tleh, ampak ne v Evropi, kot so našo generacijo narobe učili v šoli. Tako v Jugoslaviji kot v Evropi so boji potekali tudi po 15. maju leta 1945. V dneh med 9. in 15. majem leta 1945 je tukaj prišlo do spopada ustaške vojske in partizanov. Partizani namreč Hrvatov niso pustili čez mejo, da bi se predali zaveznikom. Navzdol po dolini proti Prevaljam je treba zaviti še najbolj znano koroško vasico Šentjernej, ki slovi po svojem razgledu in kmečkem turizmu. Pot nas pelje pod 150 let starim Štoparjevim železniškim mostom, ki se spenja v levem loku, ima pa tudi menda čudežno moč. Pod njegovimi stebri je zakopanih na ducate trupel. Šentjernej, kot mu rečejo domačini. Ime izhaja iz nekdanjega imena Sveti Danijel, po drugi svetovni vojni pa je vas dobila ime Spodnja Jamnica, saj je stojil daleč stran od Jamnice, ki jo v svojem romanu popisuje tudi Prežihov Voranc. Iz te vasi so skladatelj Luka Kramolc, koroški skladatelj, zbiratelj ljudskih pesmi in pedagog, pa pesnik in pisatelj Mitja Šipek, avtor besedila koroške himne, in njegova hčerka, pokojna novinarka Špela Šipek. V tej vasi je v začetku 20. stoletja nekaj let maševal tudi pisatelj Franc Ksaver Meško. Na vrhu nad vasjo je fantastičen razgled na Koroške gore, od Uršlje gore na levi do Smrekovca, ugaslega vulkana, Olševe, Radohe in Pece, kjer prebiva kralj Matjaž. Kraj, kjer živijo nenavadni, a zelo dobri ljudje, ki jih je pred 98 leti plebiscit razdelil na dve državi, so lahko zares dober in prijeten nedeljski izlet. Kdo sem doma, je lepše kot kjerkoli drugo, še to zemljo nikoli nobenemu ne dal. Lež tu jaz bom, ambar za zmerom ponosen zaspal.